Moje ime je Marko Milenković, gledate rubriko Gospodarstvo. Slovenija je dobila rebalans proračuna, še enega. Šlo ne bi sicer predvsem za prilagoditev proračuna spremenjenim razmeram, kot je na primer večje število ministrstev, a odzivi so vse prej kot pozitivni. Kljub drugačnim pričakovanjem in napovedim so si Nemci včeraj tudi uradno priznali, da so v recesiji, s tem pa se slabše obeti tudi za nas. Državni zbor je v sredo potrdil rebalans državnega proračuna. To je sicer že tretji vladni načrt državnih financ za letošnje leto in tokrat naj bi šlo predvsem za prilagoditev razmeram. A medtem ko gospodarstvo opozarja, da mu politika noče prisluhniti in pomagati z ukrepi, je predsednik vlade čedalje bolj optimističen. Ampak v resnici je še boljši od optimizma iz oktobra. Ne samo, da ni nobene recesije nikjer, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Ne samo, da je energetska kriza bila uspešno obvladana, primanjkljaj se zmanjšuje v Sloveniji. Res je, da je prihodkov nekoliko manj, 13,1, je pa tudi odhodkov bistveno manj, planiranih v rebalansu 16,1. Premier seveda nima kristalne krogle, pričakovali pa bi, da ima svetovalce. Le dan zatem, ko se je Golob v parlamentu navduševal nad dobrim gospodarskim stanjem in obeti, je Nemčija tudi uradno sporočila, da je v recesiji. Ta sicer ni globoka, po polodstotnem krčenju gospodarstva v zadnjem četrtletju lanskega leta se je v prvih 3 mesecih letošnjega leta nemško gospodarstvo skrčilo še za 0,3%, a 2 zaporedni četrtletji krčenja BDP formalno pomenita recesijo. Ob tem pa se v Nemčiji znižal tudi BDP na zaposlenega, torej produktivnost. Aprila letos pa je njihova inflacija na letni ravni vztrajala pri 7,2%, kar je še vedno nekoliko nižje kot pri nas. No, sicer naj bi se naša najpomembnejša zunanja trgovinska partnerica do konca leta opomogla. Mednarodni denarni skladi za letos napoveduje stagnacijo, sami so bolj optimistični in ciljajo na 0,4% rast gospodarske aktivnosti, napoved Evropske komisije pa je nekje vmes pri 0,2%. To nas seveda upravičeno skrbi, saj že od nekdaj velja, da ko Nemčija nekako kihne, se Slovenija prehladi. No, kljub premierjevemu optimizmu, ki sicer pravilno ocenjuje, da se je Slovenija izognila recesiji, pa naše gospodarstvo že čuti to kihanje naše najpomembnejše zunanje trgovinske partnerice. Letimo zdaj v trenutne težave, pomanjkanje povpraševanja, ki se je izrazilo že v prvem četrtletju in se bo tudi v naslednjem četrtletju nadaljevalo. Da smo jasni, gospodarstvo ne potrebuje subvencije, gospodarstvo potrebuje zdravo okolje in to trenutno ne vidimo. Mi vidimo v bistvu, da se stroški povečujejo, pademo počasi zaradi energetskih stroškov in ostalih stroškov, ki se vedno dvigujejo, v en zelo naroden položaj, ki nas postavlja napram drugih evropskih tekmecev v nekonkurenčni položaj. To čutimo v težki industriji, to čutimo v industriji in tudi v mali potrošnji. Kar pa vsekakor ne nazadnje se potem tudi izraža v prilivi v državno blagajno. Slovenija ampak ima in naj bi tudi v bodoče imela gospodarsko rast. Zaostajamo pa celo za povprečjem Evropske unije. V prvem četrtletju letos smo v primerjavi z zadnjim četrtletjem minulega leta dosegli zgolj 0,6% gospodarsko rast. In to se kaže v krčenju industrijske proizvodnje in padanju prihodkov v trgovini. Od oktobra lani do marca letos se je namreč za več kot desetino skrčila industrijska proizvodnja v kar 10 panogah od 24. Najbolj v papirni, kjer je ta upadla za skoraj petino, sledijo kemični izdelki, kovinska industrija, pohištvo in lesna industrija. No, za več kot 5% pa se je skrčila proizvodnja v panogah, ki skupaj predstavljajo skoraj polovico, več kot 40% celotne slovenske industrije. Od decembra lani, torej v letošnjem letu, se je poslabšala tudi gospodarska klima, ki je z -2,9%, kar 9 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.
No, v trgovini na drobno je gospodarska klima kljub padanju domače potrošnje celo odstotno točko nad dolgoletnim povprečjem. In če primerjamo mesec april z aprilom pred letom dni, so realni prihodki v trgovini na drobno nižji za skoraj 13%. Brez tekočih goriv so prihodki v trgovini na drobno nižji za 9,3%. To pomeni, da se manj vozimo ali pa da varčujemo pri nakupu goriv za ogrevanje, ampak bolj bi nas moralo skrbeti, da so se za dobrih 8% znižali v prihodki v trgovini z živili. In tu gre za realne prihodke, ki že upoštevajo inflacijo in ta je pri hrani še bistveno višja od splošne inflacije, saj so se nekatera živila podražila tudi za 20% in več. No, hkrati to pomeni, da ljudje že varčujemo tudi pri najnujnejših življenjskih potrebščinah. No, trgovina z neživili je izgubila še več, dobrih 11% prihodkov in ob teh podatkih gospodarstvo seveda ni navdušeno ne nad rebalansom državnega proračuna, še manj pa nad vladno razlago o zmanjševanju primanjkljaja in navdušenjem nad tem. Tale rebalans gre v škodo gospodarstva. Argumenti vlade, da so nižji odhodki kot posledica uspešnega boja z energetsko draginjo, so absolutno nasprotju z našimi številnimi poizkusi in apeli na vlado, praktično od decembra lanskega leta, da ukrepa oziroma ukrepa v smeri večje pomoči gospodarstvu, predvsem večjim poslovnim subjektom, industriji in pa trgovini. Posledica nezadostnih ukrepov se že kaže v gospodarstvu, namreč v prvih mesecih letošnjega leta je padec in to znaten v industrijski proizvodnji in tudi v prihodkih trgovine. Državni zbor je potrdil rebalans proračuna za letošnje leto in ta predvideva dobrih 13 milijard evrov prihodkov in 16 milijard evrov odhodkov, kar pomeni, da bo primanjkljaj znašal res za las manj kot 3 milijarde evrov. Prihodki se namreč znižujejo za 233 milijonov evrov, odhodki pa za kar dvakrat toliko, za dobrih 600 milijonov. In to znižanje je razlog premierjevega optimizma. No, ampak prihodki se znižujejo na račun dohodnine, te bo v državni blagajni manj, saj bodo večji del pobrale občine, ki se jim povprečnina zvišuje na 700 evrov. Manj bo tudi davka od dohodka pravnih oseb, torej davka od dobička podjetij, in manj bo tudi evropskih sredstev. Ob tem nas vlada sicer tolaži, da gre zgolj za zamik črpanja in ne za izgubo sredstev. No, zvišujejo pa se tudi prihodki. Izpad omenjenih prihodkov pa bo ublažila rast drugih vrst prihodkov, in sicer trošarine, te bodo višje za predvidoma 154 milijonov evrov, povišanega uvoza avtomobilov neevropskih proizvajalcev, povišujejo se nedavčni prihodki, predvsem iz naslova prihodkov od obresti. V primerjavi z veljavnim proračunom se v rebalansu primanjkljaj res zmanjšuje, to za kar 376 milijonov evrov. Ampak prej smo imeli proračun, ki je za letos predvideval le 1,5 milijardni primanjkljaj. No, lani je bil ta še za 900 milijonov evrov nižji, saj je znašal le okoli 2 milijardi evrov. Torej se z rebalansom vračamo nekako na raven iz leta 2021, ko smo pridelali le 14 milijonov evrov višji primanjkljaj, kot ga zdaj predvideva rebalans. Če bo državna poraba, ki naj bi letos presegla 16 milijard evrov, rešila za produktivne naložbe, bo to nekaj pozitivnega. Ampak za zdaj imamo le celo vrsto čejev, ki pa jih še poudarjajo te okrogle številke vladnih napovedi. 200 milijonov evrov za avtomobilsko industrijo, 100 milijonov evrov za upokojence, 100 milijonov za neprofitna stanovanja, 100 milijonov za Adrio Airways 2, no ampak tudi to so šele napovedi. No, mi pa smo prišli do odpovedi. To je bilo vse za danes in nasvidenje prihodnji petek.